Po dolgi in hudi zimi smo zaman pričakovali prijetne pomladanske otoplitve. Namesto cvetoče pomladi smo doživljali hladne in deževne dneve, tedne in celo mesece. Sončni dnevi so bili strogo odmirjeni, tako da so marljive čebelice le s težavo raznašale cvetni prah po cvetočih češnjah. Nekaj cvetov pa so le uspele oploditi. Ravno dovolj, da so v Brdih lahko pripravili največjo turistično prireditev Praznik češenj. Kraljevskih sadežev je bilo res le za vzorec, zato pa so se toliko bolj potrudili organizatorji in kljub slabim vremenskim napovedim v Brda privabili izredno veliko obiskovalcev. Tudi na razstavi češenj si je bilo mogoče ogledati najlepše primerje zgodnjih sadežev in peciva domiselnih gospodinj, v katerih imajo češnje odločilno vlogo. V soboto so nekaj sončnih žarkov s seboj pripeljali kolesarji, udeleženci maratona češenj. Okrog 8 zjutraj so se iz Ljubljane podali na pot v spremstvu motoristov kluba OK Riders. Z lepim vremenom je narasla tudi dobra volja. Letos smo imeli 18. kolesarski maraton, 15. smo ga sami organizirali, seveda ob temeljiti pomoči naših redarjev, naših OK Ridersov, našega metoda, ki vsako leto to poskrbi, da so vsi na svojih mestih in da seveda kolesarski maraton poteka varno in lepo. Letos smo imeli tudi, bom rekel, lepo zrihtano vreme. Čeprav je cel teden oziroma cel mesec deževalo, so bili danes tako lačni kolesari, da so prišli v zelo velikem številu, 886 jih je bilo in vsi so do sedaj srečno prekolesarili v Brda. V redu je šlo, vreme je bilo v redu, pobje so bili pridni, tako da je bilo super. Ja, vsi so prišli nazaj, celi in zdravi. Odlično. Eni se bolj grebemo, smo bolj spredi. Predvsem vreme je bil krasen. Ja, vreme je krasen. Organizacija super. Edin medalje so letos malo mehni. Mi imamo radi ta velike medalje. Lanski so bile litrske, letos so pa samo 2 deti. Danes je prvi delovni dan, če smo tako v karieri. Ja, prvi danes. Včeraj je bilo kronanje zvečer. Danes moj prvi nastop v javnosti. So me povabili iz kleti, da jim podelim nagrade glavne danes. Za vse tiste najbolj pogumne, ki so se odločili z Ljubljane priti v Brda s kolesom. Osrednji sobotni dogodek je bila vsekakor poroka, ki je bila letos v stilu Charlestona. Paša za oči in ganljiv dogodek obenem. Nikakor ne smemo prezreti druženja ob nogometni žogi, športnimi asi in novinarji.
Za krono večera pa je s pevskim nastopom poskrbela Tina Maze, letošnja najboljša smučarka na svetu. Nedeljsko jutro naj bi minilo v znamenju pohoda od češnje do češnje. Brici so namreč letos uredili številne pohodne poti in jih poimenovali po starih sortah češenj. Zaradi nestanovitnega vremena so pohodniki odhajali na pot v manjših skupinah. Kdor je želel, se je lahko med potjo pomudil tudi pri nedeljskem bogoslužju in poprosil za lepo vreme, na primer. Konec koncev vreme je vzdržalo in kdor se je podal na pot, mu ni bilo žal. Češenj res ni bilo na pretek, ampak dovolj za pokušino. Ljubitelji narave pa smo uživali ob pogledih na razgibano briško pokrajino, skrbno obdelane vinograde, bujno vegetacijo in po gričih posejane vasi, okrašene s cerkvenimi zvoniki. Našteli smo okrog 200 pohodnikov, ki so se zadovoljni vrnili in ob povratku srečali s karavano pločevinastih lepotcev, ki so prišli na praznik češenj razkazovati domiselnost in eleganco nekdanjih oblikovalcev in graditeljev jeklenih konjičkov. Marsikdo se je spomnil na tiste dobre stare čase, ampak sedaj smo tu, na prazniku češenj, ki nam danes ponuja še veliko lepega in, zakaj pa ne, dobrega. Le kdo ne pozna dobrega briškega tokaja, ki je po nerodnosti izgubil prvotno ime? Da ne bi povsem izginil iz prodajnih polic, so morali vinarji poiskati novo, primerno ime in to ime so razglasili prav na letošnjem prazniku češenj. Na zdravje z Jakotom! Sklenila se je tudi dobrodelna akcija, začeta pred meseci na pobudo Zarjana in Martine Kocina za pomoč pri usposabljanju strokovnih kadrov za delo z otroki z motnjami avtizma. Najzanimivejši dogodek pa je bila zagotovo tradicionalna povorka vozov, kjer smo se preselili v pretekli čas in si lahko ogledali domiselno prikazano življenje v briških vaseh. Zdaj prehaja po vas, povej Silvestra. Naj vam povem, naslov je tak zelo dišeč naslov, voz vaše skupnosti ne bilo in sicer sajenje krompirja na gnoju. Vodovnik je zapisal tako: ne išči tolažbe si v vinu, mati daje nauke sinu. Najdi v njem sile moči, telo srce duha krepi. Zdaj pa ti. Tema voza je pletje sirka. Zanimivo je, da se je v Brdih toliko jedlo po lentu in pač, če je bila taka želja, taka potreba, je bilo narediti tudi kakšen mlin več, ne? Vse skupaj je v Brdih bilo 16 mlinov. Naslednji voz je voz Sojana in Barbana in letos so si dali naslov Enkrat je bilo tako, ma je bilo lepo. Na vozu predstavljamo najpomembnejši prostor nekdanje briške družine. To je bila
pokojstvo. Nekam so se zamubile nekdaj na Goriškem tako številne silobrejke. Nekroč so pridno odizjale murbine liste pod streho briških domov, prinašala kak šolt ali dva. V Višnjeviku je naša rebula doma, naša avtohtona sorta, je rojstni kraj, pa ne samo rebule, tudi oljčnega olja, so se raje ukvarjali z drugimi deli. Predvsem z obrtjo je dobro znano. Prav tako so radi zahajali v gostilne, ki jih je bilo nekoč v vasi kar 6. Po vojni pa je ostala edina Francelova ali Matjaceva gostilna pri Pristnem Bricu. In ko so razmišljali, kaj naj predstavijo, so prišli do zaključka, da je največja značilnost trenutnega stanja v Brtih neugodno vreme. Običajno imamo veliko dela in opraviti na vrtu, njivi, vinogradu in sadovnjaku. Ker nam vreme za sama opravila ni naklonjeno, smo zaživeli sodobno življenje. Lepo je bilo, mar ne? Pa nasvidenje. Se vidimo ob letu Osorej. 22 moških.